Teden otvoritev v Ljudskem vrtu, po evropski še ligaška premiera, ki ni imela takšne kulise na tribunah, žal pa je dobila tudi drugačen razplet. Torkovi vtisi se še niso polegli, lažji poškodbi Tavaresa in Stojanoviča ter želodčne težave Šulerja so spremenile predvidene načrte pri sestavi zapisnika. Na potek je v veliki meri vplival tudi dogodek iz 10. minute, prva akcija gostov in vodstvo. Po dolgi podaji Cveka in posredovanju Mejača na robu kazenskega prostora je Matjašič prišel do udarca in imenitnega položaja, dovolj obetavnega, da je postal prvi strelec v letošnji prvoligaški sezoni. In v nadaljevanju je bilo treba po težji poti. Dobili smo prepoceni zadetek, kateri jih ponavadi ne prejmemo, in potem se seveda tekma obrne v drugo smer, v želje Zavrča in kontra našim željam, ampak nič zato mi smo skupili skupaj in še prvi polčas izenačili, kar je bilo zelo pomembno. Drugi polčas smo pa gledali tako imenovano Viktorijo, igra na en gol, prebijali preko bokov, ampak gosti so dobro stali, bili zelo gosti v svoji 16 metrov. Lov na preobrat se je začel s poskusom Vilerja z razdalje, gostujoči vratar je uspel žogo ukrotiti. Nogometaši Zavrča, opogumljeni z zanje spodbudnim uvodom, so dobili dodatno energijo. Poliču pa ni uspelo poskrbeti za konkretnejši zaključek. Za spremembo vijoličastega ritma se je poseglo po hitri menjavi. Mejač je že v prvem polčasu prepustil mesto Ibrahimiju, kar je pomenilo tudi spremembo v razporeditvi, saj se je k desni stranski črti v obrambni vrsti preselil Bohar. Gostje so v statistiko prvega dela tekme vpisali še kot po udarcu Pihlerja in uspešnem posredovanju Handanoviča. Potem pa izenačenje v velikem slogu. Po podaji Vilerja smo videli izjemno sodelovanje napadalne naveze. Zahovič in Volaš sta spretno kombinatoriko vrgla iz ravnotežja obrambo, po podaji Volaša pa je Zahovič zabil žogo v mrežo. Svojo vrstno prelomnico je pomenila naslednja situacija, ko je vratar Picak preprečil takojšnji preobrat. Ibrahimi je izvajal kot Džili najvišji v skoku, tudi gostujoči vratar je s posredovanjem pred golovo črto ustavil žogo na poti v mrežo in našemu italijanskemu novincu ni dovolil proslave gola v debitanskem nastopu. Čeprav že vajeni preskokov z evropskega na domače prizorišče, slovenski prvaki tokrat niso uspeli opraviti preklopa. Vedno je nekaj zmanjkalo. Mislim, da zdaj smo že toliko dosegli in v Evropi in v domačem prvenstvu, da enostavno vse ekipe zelo dobro pripravijo na nas in na nam je, da to pač najdemo recept in je v bistvu to eno breme, ki ga nosimo in moramo živeti s tem bremenom. Kljub izboljšanju v igri tako želenega preobrata nismo dočakali. Najprej Kapha in za njim Rajčevič nista bila uspešna. Tudi Santi kot nova moč na igrišču ni prisilil gostujočega vratarja, da bi znova pobral žogo iz mreže. Vmes je moral po završkem protinapadu, ki ga je zaključil Muženjak, na preizkušnjo Handanovič in jo je zanesljivo opravil. Med zaključnimi naleti so po preigravanju Salaliha s podajo do Zahoviča vratarju pomagali tudi soigralci. Ko pa je Mendy ušel tekmecem, se po spretnem predoru ni išlo zaključkom v podobnem slogu. Sodniki so v končnici označili le dvominutno nadomestitev igralnega časa in rezultat se ni več spremenil. Čeprav so bile vse moči usmerjene v iskanje zmagovitega gola. Cvek v zadnji akciji ni dokončal protinapada, ostalo je pri delitvi točk. Zdaj pa poseben izziv, pot v Kazahstan. V Astani bo padla odločitev o potniku v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Po najdaljšem potovanju v zahtevnih okoliščinah ekipa odpotuje z mariborskega letališča za prilagajanje na tamkajšnje razmere že v ponedeljek, z golom prednosti in s popolno osredotočenostjo na izziv, ki sledi.
gremo z dvignjenimi glavami, pomeni zavedamo se težavnosti prvenstva, zavedamo se težavnosti tekmovanja, zavedamo se pa tudi zahtev oziroma cilje, katere imamo. Tudi pot, po kateri hodimo, je tista, katera že tolikokrat se je pokazala prava, tako da verjamem, da bomo v sredo v dosti boljši luči.